odpiramo še eno poletno šolo prihodnje leto, Madžarska, in tam bomo pa sestavili dejansko izobraževalni program iz vsebin, ki smo jih delali zdaj. Se pravi, na prvi poletni šoli smo se konkretno ukvarjali z vsebino poslovne etike in naši mladi so tudi napisali tako, kot so oni videli, tako, kot oni doživljajo etični kodeks. Zdaj, to brošuro etičnega kodeksa imate tudi v vaših malcah, da si lahko predstavljate, kaj so oni naredili. Zdaj, tukaj mi podpiramo dejanski kreativni proces, da mladi ustvarjajo vsebino. Se pravi, na eni strani smo mi, se pravi, če rečemo, strokovna služba, ki podajamo vsebine, ampak na koncu puščamo kreativo, da oni povejo, kaj je za njih res ta poslovna etika predstavlja. Zdaj, kar nisem še povedala, je to, da v tem projektu je 9 partnerjev iz 5 držav. Torej, 2 iz Slovenije, 2 iz Nemčije, 2 iz Italije in 2 iz Madžarske in en partner iz Belgije. Tako da smo kar en pisan nabor in temu primerne v bistvu tudi dobivamo nazaj povratne informacije naših mladih. Zaenkrat v 2 poletnih šolah, ki smo jih izvedli, se je udeležili 70 mladih, tako da smo že kar dobili neko približno evalvacijo, v bistvu, kaj se v Evropi zgodi. Naši mladi profilno, lahko rečem, da točno samo 3 so bili stari do 20 let, vse ostalo pa v povprečju od 25 do 30. Tako da to niso najbolj rosno mladi, če tako rečem, ne, so že ljudje, ki imajo nekaj izkušenj. Jih je pa tudi kar nekaj, v bistvu kar nekaj večina iz business school, se pravi, iz poslovnih šol, iz ekonomskih šol. In mi smo tudi njih povprašali, koliko se v bistvu res oni ukvarjajo z vsebinami poslovne etike. Zdaj, bom rekla, rezultati so kar grozni. Zelo malo, skoraj nič. Oziroma predstave, ki jih imajo, kaj je poslovna etika, so res zelo uboge. Tako da v bistvu za nas je postal en velik izziv, kako v kratkem času v eni poletni šoli, ki skupaj trajajo vse skupaj 9 dni, ki je istočasno pa tudi namenjena praktičnemu njihovemu delu. V bistvu kako prenesti neke vsebine etike, ki so naš življenjski proces. To ni instant vsebina. In v bistvu na koncu smo ugotovili, da je ključen podatek, ki ga mi jim dajemo, je točno to, da etika je naš način življenja in da mi, kar lahko naredimo na drugi strani, je, da opremimo mlade, da se naučijo etično živeti. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Da tudi mi smo z našo poletno šolo ugotovili, da kaj si mladi pod etiko predstavljajo, je to reševanje problemov. Da mi pridemo v eno situacijo, ki je slaba situacija, in takrat se začnemo spraševati, kaj pa zdaj, kaj je pa prav narediti. Izbiramo v tem primeru najmanjše zlo, ampak še vedno izbiramo slabo ali zlo, kakor to že poimenujemo. Bistvo etike je, da se opremo, da do te situacije sploh ne pridemo. In to vprašanje in ta vsebina je relevantna tudi v naši industriji, tako imenovani 4.0, ampak vprašanje je bilo relevantno tudi v industriji 1.0 ali pa še pred tem. In tipično človek, očitno, to tudi naši mladi lepo dokazujejo, se začnemo ukvarjati s tem vprašanji zelo pozno, oziroma ko pride do neke drame, problema, konflikta. Ampak to ni poanta etike. Etika je tisto pred tem, zato da mi ne pridemo do tja. In kar smo mi ugotovili, ne glede na to, je zdaj to slovensko okolje, nemško, italijansko, madžarsko ali belgijsko, da v bistvu nobena od teh naših držav mlade ne opremlja s temi znanji. Kljub temu, da si predstavljamo, da neki poslovni šoli, verjetno poslovna etika bi mogla biti eden izmed glavnih predmetov. Pa ni. To so izbirni predmeti, če želijo, mogoče se obeležijo en semester in to je to. Tudi vsebine podane so zelo suhoparne. Praktične implikacije dejansko ni. Razumevanja, kaj to pomeni, enkrat, ko si ti fizično na trgu, te povezave ni. Tudi, če govorimo o etiki, ostaja tu neka teorija. Ampak poanta poslovne etike je ravno to, da je uporabna, da je aplikativna, da jo znamo umeščati v prostor in čas. In zdaj tudi, kaj smo mi ugotovili, da tudi mladi ne razumejo dobro, če se pogovarjamo, kaj je podjetništvo. In zdaj mi v
vendarle se nahajamo v evropskem prostoru. In naš evropski prostor, si upam trditi, da je malo drugačen prostor iz vidika mišljenja. Da tukaj je humanizem doma. Tukaj konec koncev mi to ščitimo, varujemo, ker verjamemo, da je to dobro. Da če smo solidarni, da si pomagamo, skupaj gradimo skupnost, da bomo vsi več imeli. In to je neko enkratno mišljenje, ki ga v tem prostoru imamo. Ampak kaj se zgodi, ko pa se mi danes soočamo s podjetništvom? SP varianta. Kakšna je tukaj solidarnost? Kje tukaj delamo skupno dobro? Predvsem se borimo vsak zase. In te varnosti je vedno manj. In kaj si mlad človek posebej v fazi ustvarjanja družine želi? Ravno to. In to, kar smo mi v tej šolah obetno zaenkrat ugotovili, je to, da na koncu mladi se zelo borijo s tem. Da niti ni vprašanje kompetenc. Mladi človek je učljiv človek. In če se mi pogovarjamo o nekih tehničnih kompetencah, in to se non-stop v resnici pogovarjamo, ni to težava. Težava je danes osebna stiska mladih, ki prihaja iz dveh konfliktnih ideologij. Na eni strani govorimo, da jim živi dobro, bodimo solidarni, gradimo Evropsko unijo in skupnost in tako naprej. Ampak tudi danes, o čem se mi danes tukaj v resnici pogovarjamo? O kompetencah, o tehničnih prvinah, ne o vrlinah. In to dvoje, dokler ne bomo tega skupaj zvezali, ne bomo premikov naredili. In ta naš projekt je ozaveščevalen projekt. To predstavlja, da ja, da se, tudi to se da, ampak moramo o tem začeti razmišljati in razmišljati prej. In kaj etika tudi dela in narekuje nam vsem je to, da razmišljamo vnaprej, ne da razmišljamo potem. In za naše mlade, teh 70, pa se to govorim, to so šolani kadri v resnici, z magisterij in tako naprej. In rečeš, wow, sploh se o tem še niso sprašvali, o tem ne razmišljajo. Kaj to za njihove življenja pomeni? In tudi, bom rekla, eno prijetno in dobro presenečenje tega projekta je to, da je pa več kot izrazno, da mladi si želijo živeti dobro in pošteno in pravično. In da živimo v sistemu, ali bom rekla v nekem trgu, ki nam vse prevečkrat zahteva od nas pa kontra dejanja, da delamo slabo, za voljo preživetja. In tega se mladi zavedajo. In stvar je v tem, da kar mi tukaj poudarjamo, je to, da tudi recimo danes v tem simpoziju se pač pogovarjamo o tem, ja, kaj trg nareduje. Ja, ampak mi imamo svobodo, da mi oblikujemo ta trg. Zakaj dopuščamo, da trg oblikuje nas? In to je tudi naš cilj tega Erasmus projekta. Mlade spodbuditi, da sami kreirajo, da sami ustvarjajo, ampak pri tem razmišljajo tudi o drugih. Recimo, znanost je danes prva stvar, ki jo želimo razvijati in jo razvijamo. Kakšne so posledice? Kaj se zgodi? Danes je veliko vprašanje tudi v umetni inteligenciji etike. Ja, ampak veste, na tem mestu. Ko smo že nekaj ustvarjali in je šlo nekaj narobe in potem smo rekli, ja, kaj pa zdaj? Včasih ni dobro sploh kakor ustvariti. Drugič moramo pa samo varovalko vzpostaviti zraven. Ampak to se naši mladi pa s tem soočajo. In se soočajo s tem, kako etiko iz osebne ravni tudi pretvarjajo na družbeno raven. Torej, eno je znotraj nekih gospodarskih sistemov, raznih oblik, kakršne bolj že so, spet drugi so pa bolj politično aktivni in se tudi znotraj tega pač so se to sprašvali in oblikujejo kakšne politike, kako lahko se celoten sistem skupaj postavi. Ker dejstvo je, da potrebujemo oboje. In to je tista stvar, da lahko smo osebno moralni, ampak znotraj enega okolja, enkrat pa stopimo skozi vrata, stopimo v neko okolje. In zdaj vedno je vprašanje, ali lahko to moralo živimo tudi tam. In naši mladi so nam pokazali, da je to v bistvu njihov velik boj, osebni boj, s katerim se nam se soočajo. In naš projekt tukaj ni namen
naravoslovno, neko ekonomsko izobrazbo, pa veste kaj na koncu najbolj grozno ugotoviti, da ne znajo stroškov računati. Številk ne znajo prav poplačati. Ampak v gospodarstvu predvsem počnemo to. In da če danes rečemo, mladi so tehnološko visoko pismeni, ni res. Mladi so v aplikacijah visoko pismeni. Ampak marsikjeremu mlademu je velika težava e-mail napisati, ker dejansko ne pišajo, ker smajlje pošiljajo, pa rožice in tako naprej. Mislim, te kompetence se zgubljajo, ampak so pomembne, v gospodarstvu jih potrebujemo, ker mi na koncu le komuniciramo, tudi prodajamo in prodajamo z besedo, z nekimi malimi simbolčkega. In ugotavljamo, da to ni čisto res, da so mladi tako digitalno pismeni. So v določenih segmentih, ampak spet ne vsi. Tudi vsi mladi nimajo magisterijev in doktoratov narejenih. Imajo tehnična znanja, mislim tehnična, recimo, ali pa delajo v fabrikah, še vedno, če tako rečemo. Ti mladi živijo povsem drugače, ampak mi moramo v ozir tudi to vzeti. Tako da ne bom predolga, pa da malo zaključam, se pravi, izziv je etiko predstavljati. Definitivno mladim. Lahko rečemo, kakor slovenski šolski sistem za to ne poskrbi, smo gotovi, da tudi italijanski ne, pa nemški ne, belgijski ne in tudi mađarski ne. Mislim, saj ne na ravni, da bi to mladi resnično ponotranili in tudi prišli do enega lastnega vzgiba, da bi rekli, ok, mi bomo pa nekaj drugače naredili. In bomo naredili drugačen trg in bomo začeli delati